Na življenje predsednika Trumpa. Sobota naj bi bila vesela večer, ko bi skupaj z vami, člani tiska, praznovali svobodo govora, ki jo zagotavlja prvi amandma. In on je bolan človek, zelo bolan človek. Streljanje. Predsednika so hitro odpeljali z odra, tisoči so se skrili. Po zvoku strelov so me odpeljali iz glavne dvorane. Toda preden je domnevni strelec ukrepal, je po navedbah FBI svoji družini poslal manifest. Zdi se mi, da sem prebral manifest. On je radikaliziran. Prebiram document. Some Anjanette Levy into his crime fix. Preden začnemo s tem primerom, vam želim povedati o aplikaciji, ki jo uporabljam in mi je res všeč. Imenuje se Upside. Z njo dobite denar nazaj za stvari, ki jih ves čas kupujete, kot so gorivo, živila in hrana za seboj. Tukaj je, kaj naredite. Brezplačno prenesete aplikacijo Upside. Izberete ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100.000 lokacij in plačate kot običajno svojo kreditno kartico. Nato potrdite nakup in bum, dobite denar nazaj. Recimo, da moram natočiti gorivo ali pa si eno noč zaželim hrane za seboj. Najprej bom poiskala ponudbe v aplikaciji Upside. Ko porabim denar, se to prikaže v moji aplikaciji in ga lahko prenesem neposredno na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki Upside v povprečju dobijo nazaj $254 na leto. Temu ni para. Da začnete prejemati vračilo denarja, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo na vašem zaslonu in uporabite naš promocijski kodo CrimeFix, da prejmete dodatnih 25 centov bonusa za vsak galono pri vašem prvem tankanju goriva. Je sobotna noč, večerja dopisnikov Bele hiše. Dvorana v hotelu Washington Hilton je polna novinarjev, politikov in seveda predsednika. Veliko moških v smokingih in žensk v čudovitih oblekah. Nato vstopi moški s šibrovko na večeru, ki je namenjen praznovanju prvega amandmaja. Obtoženec Cole Allen je oborožen z 12-kalibrsko repetirno šibrovko Mossberg, polavtomatsko pištolo kalibra 38 in vsaj 3 noži, po podatkih ameriškega tožilstva. Napade varnostno kontrolno točko med večerjo dopisnikov Bele hiše in sprožijo se streli. Predsednika Trumpa hitro odpeljajo z odra. Podpredsednik, člani kabineta in več kot 2500 gostov se vržejo na tla, nekateri le kak meter ali dva stran od napadalca. FBI pravi, da je Cole Allen z vlakom Amtrak pripotoval iz Kalifornije v Washington, D.C. Seboj pa je prinesel orožje, da bi poskušal ubiti predsednika in člane Trumpove administracije. Danes je vršilka dolžnosti pravosodnega ministra Todda Blancha sklicala tiskovno konferenco, na kateri se je odzvala na trditve, da je varnostna ekipa odpovedala. V soboto zvečer, kot vsi veste, je na srečanju, ki simbolizira nekaj temeljnega za naš sistem vladanja, prišlo do nasilnega dejanja. Zmožnost, da se svobodni mediji in javni uradniki zberejo skupaj v praznovanju, brez strahu. Dedžanje je bilo ustavljeno zaradi poguma in to grozno dedžanje je bilo ustavljeno zaradi poguma in strokovnosti organov pregona. Policisti, ki so se odzvali brez oklevanja in opravili svoje delo tako, kot so bili usposobljeni. Predsednik Trump je objavil posnetek nadzornih kamer na Truth Social, kjer lahko dejansko vidite osumljenca, kako teče mimo varnostnikov in kako hitro se je vse skupaj zgodilo. Ampak tukaj je nekaj, česar morda ne veste. Po besedah vršilca dolžnosti pravosodnega ministra Todda Blancha se je osumljenec v ta hotel prijavil dan pred dogodkom. Dejansko je po besedah ameriške tožilke Jeanine Pirro-Ellen svojo hotelsko rezervacijo opravil 6. aprila, na isti dan, ko je predsednik Trump napovedal, da se bo udeležil večerje. In nekaj minut preden je ukrepal, je svoji družini poslal dokument, ki ga zdaj imenujejo manifest. V tem dokumentu, ki smo ga pridobili, je osumljenec pojasnil, koga je nameraval napasti. Napisal je, da so bili uradniki uprave, citiram, prednostno razvrščeni od najvišjega do najnižjega položaja. Svojim staršem se je opravičil, ker jim je lagal o razlogu, zakaj zapušča mesto, in jim povedal, da ima razgovor. Svojim študentom se je opravičil, ker je rekel, da ima, citiram, osebno nujno zadevo in si je dal vzdevek. Sam sebe je imenoval, citiram, prijazni zvezni atentator. To poroča New York Post.
VD generalne državne tožilke Blanche je za NBC-jevo oddajo Meet the Press povedala, da se zdi, da je osumljenec nameraval napasti člane administracije, verjetno tudi predsednika. V tem manifestu je še veliko več in veliko več se učimo o moškem, za katerega policija pravi, da stoji za tem. Danes se je Allen prvič pojavil na zveznem sodišču. Sooča se s 3 obtožbami. Prva točka. Poskus atentata na predsednika Združenih držav Amerike, za kar je zagrožena kazen do dosmrtnega zapora. Druga točka. Meddržavni prevoz strelnega orožja za izvršitev kaznivega dejanja. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 10 let zapora. In tretja točka, streljanje s strelnim orožjem med nasilnim kaznivim dejanjem, za kar je predpisana obvezna minimalna kazen 10 let zapora, ki se izvršuje zaporedno z vsako drugo kaznijo. Ameriška tožilka Jeanine Pirro pravi, da pričakujejo dodatne obtožbe, saj se preiskava nadaljuje. In na tej točki se vrnimo na isto tiskovno konferenco. Ameriška tožilka Pirrova je predstavila obtožbe in nato prebrala neposredno iz manifesta osumljenca. Hvala, gospod generalni tožilec. Pot Kolea Lena do odgovornosti v kazenskem pravosodnem sistemu se začne danes. Todd Blanche vam je pravkar predstavil obtožbe. Te obtožbe so le 3 obtožbe, ki so v obtožnem predlogu, ki je bil pred približno 1 uro vložen na Zveznem okrožnem sodišču. Dodatne obtožbe bodo sledile, ko se bo preiskava nadaljevala. Naj ne bo pomote, to je bil poskus atentata na predsednika Združenih držav Amerike, pri čemer je obtoženec jasno pokazal, kakšen je bil njegov namen. In ta namen je bil, da bi odstranil čim več visokih uradnikov vlade, kot bi jih lahko. Manifest pa tudi jasno določa njegova predvidena pravila delovanja. Veš, lahko si ga ogledaš in prebereš in morda se zdi malo lahkotno, ampak na koncu brez dvoma pravi, ciljam na uradnike administracije. Oni so moje tarče in jih razvrščam po prioritetah, od najvišje do najnižje uvrščenih. Večerja dopisnikov Bele hiše je potekala v hotelu Washington Hilton v soboto 25. aprila in to je letni dogodek. Novinarji, politiki, slavne osebe in člani katerekoli administracije, ki je takrat v Beli hiši, so vsi tam. Po podatkih metropolitanske policije je okoli 8:36 zvečer moški pritekel skozi varnostno kontrolno točko v preddverju hotela. Policija ga je identificirala kot 31-letnega Cola Thomasa Allena iz Torransa v Kaliforniji. Vršilka dolžnosti generalne državne tožilke Blanche je povedala, da je bil Allen oborožen s šibrovko, pištolo in več noži. Domnevno si je izmenjal strele z agenti tajne službe. Agent tajne službe je bil dejansko ustreljen, vendar mu je, po navedbah uradnikov, neprebojni jopič rešil življenje. Jeanine Pirro, zvezna tožilka ZDA za Distrikt Columbia, je bila v plesni dvorani, ko so bili izstreljeni streli. Sem v Washington Hiltonu. Odvedli so me iz glavne plesne dvorane potem, ko so se zaslišali streli. Tajna služba je zdaj odgovorna za to stavbo, ta hotel. Pravkar sem govorila z županjo Muriel Bowser, je na poti. In načelnik Jeffrey Carroll je na poti. Prevzel bo poveljstvo takoj, ko pride sem. Kot sem omenila, so predsednika Trumpa hitro odpeljali z odra. Naj vam predvajam del tega, kar je povedal kasneje tisto noč, ko je obveščal novinarje v Beli hiši. To je bil dogodek posvečen svobodi govora, ki naj bi združil člane obeh strank s predstavniki medijev. In na nek način mu je to tudi uspelo, ker dejstvo, da so se enostavno združili, se je videl prostor, ki je bil popolnoma enoten. Na nek način je bilo to zelo lepo zavideti. Moški je napadel varnostno kontrolno točko, oborožen z več orožji. In pogumni člani tajne službe so ga onesposobili. Ukrepali so zelo hitro. In on je bolan človek, zelo bolan človek. In nočemo, da se takšne stvari dogajajo. Naslednji dan je predsednik Trump dal intervju oddaji 60 Minutes in govoril več o osumljencu. Zdi se mi, da sem prebral manifest. Radikaliziral se je. Bil je kristjan. Njegova družina je bila zelo zaskrbljena. Verjetno je bil precej bolan človek. Po navedbah organov pregona, ki so govorili za NBC News, je bila Allenova družina zaskrbljena.
Pravijo, da je Ellenov brat prejel sporočilo in stopil v stik z organi pregona. Njegova sestra je preiskovalcem povedala, da je imel navado izrekati radikalne izjave. In ta tako imenovani manifest očitno pripoveduje bolj zapleteno zgodbo, o kateri bomo govorili čez trenutek. Tukaj pa je, kaj je predsednik povedal o nekaterih njegovih delih. Pričakovala sem varnostne kamere na vsakem ovinku, hotelske sobe z nameščenimi prisluškovalnimi napravami, oborožene agente vsakih 3 metre, detektorje kovin povsod. Dobila pa nisem ničesar. Napisal je, da je ta raven nesposobnosti nora. Gospod, že 2 ste imeli. No, tudi on je bil precej nesposoben, ker so ga ujeli in to zelo zlahka. Torej bi rekel, da je bil tudi on precej nesposoben. Predsednik Trump ga imenuje nesposobnega, vendar se moški, za katerega policija pravi, da je to napisal, s tem ne bi strinjal, ker gre za naslednje. To niso le nekaj na hitro napisane opombe na prtičku. Po navedbah policije je to dokument s 1052 besedami, ki ga je svoji družini poslal približno 10 minut preden naj bi napadel tisto kontrolno točko. E-pošta je bila nastavljena za samodejno pošiljanje. V njej je pisalo: želim si, da bi lahko kaj povedal prej, a če bi to storil, nič od tega ne bi bilo mogoče. Iskreno se opravičujem za vse težave, ki sem jih povzročil. Pozdravljeni vsi skupaj. Morda sem danes marsikoga presenetil. Potem pridejo opravičila. Opravičujem se svojim staršem, ker sem rekla, da imam težavo. Intervju brez pojasnila, da je bil za najbolj iskane. Nato se opraviči svojim študentom, ker je rekel, da ima osebno nujno zadevo. Ko bo to kdo prebral, verjetno skoraj zagotovo ne bom več potrebovala iti na urgenco. A težko bi rekla, da si tega nisem povzročila sama. Potem je navedel razlog. Napisal je: sem državljan Združenih držav Amerike. Dejanja mojih predstavnikov se odražajo name in nisem več pripravljena dovoliti, da pedofil, posiljevalec in izdajalec umaže moje roke s svojimi zločini. Allen ni omenil predsednika Trumpa, toda po dokumentu so bili uradniki administracije njegove tarče, razvrščene od najvišje do najnižje. Na to našteje, kar imenuje odgovore na ugovore, pri čemer predvideva, da bo eden od njih ta, da bi kot kristjanka morala nastaviti drugo lice. Njegov odgovor je, da je obračanje drugega lica namenjeno takrat, ko si sam zatiran. Obračanje drugega lica, ko je nekdo drug zatiran, pa ni krščansko vedenje. To je sokrivda pri zločinih zatiralca. O tajni službi je nato po poročanju Posta napisal: pričakoval sem varnostne kamere na vsakem koraku, oborožene agente vsakih 3 metre, detektorje kovin povsod. Kar sem dobil, pa ni bilo nič. Rekel je, da če bi bil iranski agent, bi lahko prinesel mitraljez in nihče ne bi opazil. Na to se je podpisal: iskreno, Cole, hladna sila, prijazni zvezni atentator Allen. To naj bi po besedah policije napisal. Kdo pa je ta osumljenec Cole Allen? Po njegovem profilu na LinkedInu ima magisterij iz računalništva na Kalifornijski državni univerzi Dominguez Hills in diplomo iz strojništva na Caltechu. To je res dobra šola. Leta 2024 ga je C2 Education iz Torranca v Kaliforniji razglasil za učitelja meseca decembra. Zdi se, da je precej pameten fant. Na njegovem profilu na LinkedInu celo piše, da je bil leta 2014 poletni raziskovalni sodelavec pri NASA. Delal je kot inštruktor. Oblikoval je videoigro z imenom Boredom, ki je bila leta 2018 izdana na platformi Steam. In leta 2024 je daroval $25 za predsedniško kampanjo Kamale Harris. Torej, razčlenimo ta manifest in ga poskusimo nekoliko analizirati. Želim povabiti Ashtona Pecka. On je zasebni preiskovalec in tudi upokojeni detektivski narednik v Las Vegasu. Hvala ti, Ashton, da si se nam pridružil. Zelo cenim to. Prebral si manifest. Tudi jaz sem ga prebrala in vem, da je nekaj stvari, ki so ti res padle v oči. Povej mi, kaj ti je najbolj izstopalo v tem dokumentu? Hvala, da ste me povabili. Torej, berem ta manifest. To je nekaj, za kar smo bili v organih pregona usposobljeni na področju ocenjevanja in presojanja groženj, kjer zdaj dela veliko detektivov. Veliko zbiranja zamer. Gre za tipičnega človeka, ki kopiči zamere. In spet, kot pravim ljudem po vsej državi, odraslim po vsej državi, od najstnikov do starejših, vsi imamo zamere, vsi smo zaradi nečesa vznemirjeni, ni nam všeč, v katero smer gre vse skupaj. Večinoma nas nekaj v državi in politiki moti. Ampak velika večina nas zna te zamere premagati in naslednji dan ostati ter iti v službo, ker imamo račune za plačati in družine za preživljati.
Ampak tle vidimo nekaj, kar se mi zdi skoraj kot duševna bolezen, pomešana z miselnostjo človeka, ki kopiči zamere, morda še malo kompleksa odrešenika, kot da bom jaz to popravil, jaz bom to krivico odpravil. In morda poskuša biti še mal mučenik. Tako da vidim veliko teh podtonov v tem manifestu. Tudi jaz vidim ta mučeniški vidik. To je napisano v tonu, kot da misli, da bo ubit med izvajanjem te naloge, na katero se je podal. Samo ton, v katerem se opravičuje vsem. Misli, da je že mrtev ali pa bo kmalu mrtev, ko bodo to brali. Ja, in to je nekako ta glamurozna predstava, da se posloviš tako, da vsi poznajo tvoje ime. In to je tisti strašljivi del teh napadov, kjer imajo ljudje, mislim, res te ideje, da ne želijo več živeti. Kar je žalosten, veste, to je žalosten občutek, če se ljudje soočajo z takšnimi prepričanji. Ko pa dodate še malo radikalizacije, morda prek interneta ali družbenih omrežij ali pa zgolj propagando, ki smo jo vsak dan izpostavljeni v tej državi. Neprestano pravi napad nenehnih informacij, ki jih naši možgani se zato nikoli niso razvili. Vse to, veste, ta nenehen tok na Twitterju ali X-u, kakorkoli že želite temu reči. Tako da ja, če temu dodate še proces radikalizacije, zbirate te zamere in pot do nasilja je morda povezana s tem, da ni želel preživeti. Začne tako, da se vsem opraviči. Pravi: opravičujem se svojim staršem, ker sem rekel, da imam intervju, ne da bi povedal, da je to za, citiram, najbolj iskane. O moj bog! Opravičujem se svojim sodelavcem in študentom, ker sem rekel, da imam osebno nujno zadevo. Ko bo kdo to prebral, bom verjetno res moral iti na urgenco, a tega skoraj ne morem imenovati drugače kot samo povzročeno stanje. Opravičujem se vsem ljudem, ob katerih sem potovala, vsem delavcem, ki so ravnali z mojo prtljago, in vsem drugim ljudem v hotelu, ki niso bili med tarčami, ki sem jih ogrozila že samo s svojo bližino. Torej je bilo to zelo dobro premišljeno. Opravičuje se ljudem, ampak mislim, hvala Bogu, da so agenti tajne službe uspeli obvladati tega človeka in da ni bilo poškodovanih več ljudi, razen tistega enega agenta tajne službe. Bil je zadet, vendar ga je zaščitil njegov kevlar. Pravi, da ne pričakuje odpuščanja. In govori o tem, zakaj je to storil. Je državljan Združenih držav Amerike. In to, kar počnejo moji predstavniki, se odraža name. In govori o tem, da ni več pripravljen dovoliti, da bi pedofil, posiljevalec in izdajalec umazal njegove roke s svojimi zločini. No, če sem popolnoma iskrena, že dolgo nisem bila več pripravljena. Ampak to je prva prava priložnost, da kaj storim glede tega. In govori o tem, kako so uradniki administracije, brez gospoda Patela, Kasha Patela, direktorja FBI, v bistvu njegova tarča. Pravi, da so razvrščani po prioriteti, od najvišje do najnižje funkcije. Torej je nameraval odstraniti vse v administraciji. Zakaj Kash Patel ni na tem seznamu? Kaj misliš, da se tam dogaja? Zdi se mi kot veliko blodnjavega govorjenja. Opravičuje se za to, kar pravi, da bo naredil, vendar potem brez zadržkov odpre ogenj. Predvidevam, da gre za uniformirano enoto tajne službe Združenih držav Amerike. In hvala Bogu za sodobni, neprebojni jopič, ki je rešil življenje temu agentu. Torej, eno so besede, drugo pa dejanja. Mislim, da je imel morilske namene v srcu in morda poskuša rešiti si obraz pred starši. Torej, imate tukaj nekaj težav z duševnim zdravjem in to je zelo žalostno. In kot oče otrok, v 20 letih, ja. Ko postajamo starejši kot starši, ugotavljam, da so težave zdaj zelo resnične, tako kot takrat, ko so bili majhni. Zato mi je zelo žal za te starše in ljudi, ki so bili v njegovi družini in v njegovem življenju, vendar to ne opravičuje dejanj, ki jih je treba obravnavati. Videl sem nekaj posmeha na račun tajne službe v tem dogodku in se samo čudim, ker na koncu dneva mora predsednik Združenih držav, ne glede na to, ali ga imate radi ali sploh ne, zapustiti Belo hišo. Mora hoditi na dogodke? On je vodja, ta funkcija je vodja svobodnega sveta, ne glede na to, ali vam je všeč, kdo je na tem položaju ali ne, to ni pomembno. In zato tajna služba, in sam sem večkrat sodeloval s tajno službo skozi svojo kariero v organih pregona, postavi prekrivajoče se varnostne obroče okoli dogodka.
sodelujejo z lokalno policijo, sodelujejo z drugimi zveznimi organi pregona, ki bodo tam varovali druge dostojanstvenike in VIP člane množice ter vse prisotne. Tako da res ne vem, kaj naj bi še storil za zmanjšanje tveganja. Nimamo še vedeževalcev, nimamo enote za prihodne zločine. Vem, da prihaja umetna inteligenca in da bo to močna tehnologija, ampak kako ne veš, kaj je v srcih in glavah ljudi oziroma kakšni so njihovi nameni? Preprosto ne veš. Vstopil je noter, pravi, da je vstopil v ta hotel z orožjem, no, ni imel orožja v rokah, ljudje vstopajo v hotele s prtljago. Torej, če vstopiš v hotel s prtljago in imaš slučajno v prtljagi strelno orožje, ljudje niso jasnovidci. Na recepcijah Hiltona ne delijo kristalnih krogel. In preprosto predvidevamo, da so ljudje v hotelu zato, da bivajo kot gostje hotela. Torej, veš, in vidim, da on samo bluzi. Veš, mislim, da imamo tukaj opravka z veliko duševnimi boleznimi. Mislim, Veš, proces radikalizacije, ki je nekako prevzel tega mladega moškega, bil je v vseh pogledih vzoren državljan, bil je učitelj, prejel je nagrade. Ni v nobeni bazi podatkov. Ni takšna oseba, ni nobene nore baze podatkov. Vedno ljudem pravim, da ni tako kot na televiziji, kjer vpišeš nečije ime in se vse prikaže. Ne živimo v policijski državi. In kljub splošnemu prepričanju, če bi imel kriminalno preteklost, sem prepričan, da je tajna služba preverila vse, ki so bivali v hotelu kot gostje. To je vprašanje nacionalne varnosti, saj gre za predsednika Združenih držav Amerike in ljudi v njegovi bližini. Ampak če si učitelj in nisi, veš, in imaš svobodo govora, če rečeš, da ti ta človek ni všeč, greš na protest, no kings. Ne pristaneš v nobeni bazi podatkov. Še vedno imamo pravico do dejavnosti, ki jo ščiti ustava. Torej, ja, in kar se tiče tajne službe, je rekel, da so tarče le, če je to nujno in da jih je treba onesposobiti na nesmrtonosen način, če je mogoče. Torej, upam, da nosijo neprebojni jopič, ker streljanje s šibrovko v sredino prsi močno poškoduje tiste, ki ga ne nosijo. Nato je rekel nekaj o hotelskih tarčah oziroma hotelskem varovanju, da niso tarče, če je le mogoče, razen če streljajo name. Policija Kapitola, enako kot hotelsko varovanje. Narodna garda, enako kot hotelsko varovanje. Hotelski uslužbenci sploh niso tarče. Gostje sploh niso tarče. Wow. Da bi zmanjšal število žrtev, bom uporabljal šibre namesto krogel. Manjša prebojnost skozi stene. Res je dobro premislil. Še vedno bi šla skozi večino ljudi tukaj, da bi prišla do tarč, če bi bilo to res nujno, saj je večina ljudi izbrala, da se udeleži govora pedofila, posiljevalca in izdajalca in so zato sokrivi. Ampak res upam, da do tega ne bo prišlo. In potem gre skozi kup odgovorov na ugovore. Nekaj o tem, da nastaviš drugo lice. In potem se zahvali svoji družini, tako osebni kot cerkveni, za njihovo ljubezen v zadnjih 31 letih. Hvala mojim prijateljem za vaše prijateljstvo skozi mnoga leta. Hvala sodelavcem na številnih delovnih mestih za vašo pozitivnost in profesionalnost. Hvala mojim študentom za vaš entuzijazem in ljubezen do učenja. In on se podpiše kot Cole, hladna sila, prijazni zvezni atentator Allen. Mislim, prav imaš, duševna bolezen, radikalizacija, verjetno prek spleta. Kaj pa misliš o tem podpisu? Vse, kar govori, je minimiziranje in opravičevanje svojih dejanj. On minimizira, veš, rekel bom, da bom uporabil šibre in potem reče, no, ne rad ti povem, ampak šibre kalibra 12 policija uporablja z razlogom. In prav, nisi hotel, da bi šlo skozi stene, ampak on poskuša minimizirati in opravičevati. Kot da nočem ubijati policistov, ampak jih bom, če mi bodo stali na poti. No, vsak tam z značko in pištolo bo streljal nazaj. Tako se ta igra igra, kot je bilo opaženo in kot je bilo opaženo pri vseh prejšnjih poskusih preboja obroča, da bi prišli do te administracije. In klej vedno znova govorim še posebej mladim, ki so tako razočarani nad sistemom. In čeprav je to težko slišati, je revolucija vsakih 2 leti na zveznih volitvah. Veš, v nekaj mesecih prihajajo mestne volitve, veš, novembra. Novembra imaš priložnost spremeniti svet. To se ne zgodi čez noč. Potreben je čas, potrebno je delo. Da greš in prostovoljno pomagaš osebi, ki kandidira proti tistemu, ki ti ni všeč, zahteva energijo in čas. In to je nesebično, nisi v središču pozornosti, ne delaš Instagram reelsov v stilu glejte mene kot mučenik. Tako je demokracija naporno delo. Težko je iti ven in podpreti osebo, ki se najbolj ujema s tvojimi političnimi prepričanji.
veliko lažje je narediti kaj takega in dobiti svoje ime v vsak naslov, vsakega časopisa in vsake spletne strani v državi in po svetu. Brez dvoma. Brez dvoma. In prav imaš glede tega. To res zahteva čas in trud. In res te prisili, da se vprašaš, kaj se je dogajalo v življenju tega človeka, da je bil pripravljen umreti za to. Mislim, ker si pripravljen na kaj takega, ali si bil res tako nesrečen v svojem življenju. Mislim, ali so bile stvari res tako slabe? Ja, mislim, izobražen, zaposlen, vidim veliko ljudi tam zunaj v veliko slabših okoliščinah, pa ne sprejemajo tega nihilizma. In to je res nekaj, kar mislim, da moramo kot država nasloviti, pa tudi vprašanje duševnega zdravja, še posebej pri naših mladih moških je, kako se nihilizem nekako ukorenini in zaduši življenje, mislim, v psihah mladih moških, kjer preprosto ne vidijo izhoda. Preprosto ne vidijo, kako bi se država lahko izboljšala. In ne vem, je to zaradi tehnologije, ne vem, je bilo to načrtovano tako, da bi povzročalo prav to. Veste, ta vrsta propagande, ki jo vidimo, veste, izgubili smo veliko zaupanja v institucije. In v določenih pogledih lahko vidite, zakaj. Ampak ja, ta nihilizem je res zelo strašljiva stvar. In vidim mlade, še posebej mlade moške, skrbi me za mlade moške, ker so preprosto, veste, mislim, da obstaja sporočilo, da niso potrebni, ali da niso zaželeni, ali da nihče ne skrbi zanje. In ta človek je imel družino, ta človek je imel izobrazbo. Imel je veliko stvari v svojem življenju, zaradi katerih je sprejel to, ne vem. Ja, in govoril je o tem, kaj če bi bil iranski agent namesto ameriškega državljana. In govori o tem, kakšno orožje bi lahko prinesel. In potem reče, in če je koga zanima, kako se počutiš, ko narediš kaj takega, je grozno, hočem bruhati. Hočem jokati, zaradi vsega, kar sem želela narediti, pa nikoli ne bom. Za vse ljudi, ki zaupajo temu, za katere je to izdaja zaupanja, občutim bes, ko pomislim na vse, kar je ta uprava naredila. Res ne moram priporočiti tega. Ostanite v šoli, otroci. Res grozno. Ja. Veliko bluzanja tukaj, veliko opravičevanja. Veste, če bi družina to morda dobila malo prej, bi morda lahko kaj naredili. Naprimer, stopili v stik s policijo, da bi ga policija poskušala prijeti. Veste, veliko lepše bi bilo, če bi ga prijeli, preden so se začeli streli, ker zdaj ga čaka dosmrtni zapor. Morda je to grožnja, obstajajo nekatere teroristične grožnje, vendar obstaja upanje. Po sodni poti se vendarle vidi luč na koncu tunela. Policisti gredo in opravijo preiskavo. Odvedejo ga v zapor, a na koncu dneva nihče ni bil poškodovan, ustreljen. Zaenkrat še ni bilo nasilja. In to je tisto, kar pomeni odmik od ideologije, kako lahko mlade moške, kot je ta, odmaknemo z te poti. Kako jih lahko izlečemo iz te luknje nihilističnega pogleda na svet in tega, da želijo postati mučeniki in nočejo več živeti, ter jih prepričamo, da je svet pravzaprav odličen kraj. Najprej moraš najti lepoto v sebi, preden se lahko spremeniš. Najprej moraš spremeniti sebe, preden lahko spremeniš kogarkoli drugega. Odmakni se od elektronike. To je po mojem mnenju ena prvih stvari, ki jih moraš narediti. Prav, najlepša hvala, Ashton Black. Zelo cenim to. Najlepša hvala, da ste me povabili. Želim vam lep dan. Cole Allen se bo kasneje ta mesec vrnil na sodišče na priporni narok. Spomnite se, da je to že tretjič, da je nekdo poskušal ubiti predsednika Trumpa. In to je vse za to epizodo Crime Fix. Sem Angela Levy. Najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo naslednjič.